Jaz v svoji družbi danes pozdravljam Mojco Žirovnik. Kar nekaj časa sem se zelo veselila tega pogovora. Bom povedala, zakaj in zakaj se mi zdi ta tema, o kateri bova danes govorili, to je tema pogajanj, tako zelo pomembna. Ampak pred tem, Mojca, te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Lahko, Maja. Najprej hvala, da si me povabila. Res je, jaz se z današnjo temo ukvarjam že kar nekaj časa. Kar zadeva pogajanja, če sem čisto točna, harvardsko pogajalsko metodo, sem osvojila na Harvard Law School v Massachusettsu. Tam sem zaključila tudi trening transformacije konflikta. Drugače sem se pa na področju komunikacije izobraževala na Trinity Collegeu, na London Chamber of Commerce, v Trstu, kjer sem zaključila trening asertivne komunikacije. Ogromno sem se ukvarjala tudi in se še vedno z nevrolingvističnim programiranjem, kjer sem ravno tako drugo, tretjo stopnjo zaključila v Ameriki. Imam tudi licenco za poslovnega team coacha in pa pred 5 leti sem zaključila šolanje iz psihoanalitične psihoterapije, manjka mi še zaključni izpit. Wow, impressive. Okej, Mojca, a lahko zelo preprostimi besedami poveva, kaj je tisto pri pogajanjih, s čimer se ti ukvarjaš, oziroma kje je pozitivni vidik pogajanj? Zakaj nekdo, kot sva midve, kot denimo ne sklepamo vsak dan milijonskih poslov, pa še kar veliko naših poslušalcev in poslušalk verjetno tudi ne, bi sploh prisluhnili enemu takemu pogovoru in zakaj je so pogajanja nekaj, kar bi bilo smiselno osvojiti, četudi se ukvarjamo z neko čisto običajno dejavnostjo. Okej. Ali pa, ne, tako kot te poslušam, Maja, mogoče zgolj v vsakdanjem življenju, ne. Ker se mi zdi, da ko nekdo sliši besedo pogajanja, prva stvar, ki nam jasno, verjetno vsem, pade na pamet, so poslovna pogajanja v nekem bolj ali manj poslovnem okolju, kjer se recimo podjetja pogajajo ponavadi z dobavitelji in iščejo najboljšo možno rešitev. Je pa tudi res, da ko govorimo o pogajalskem pristopu ali pa o načinu pogovora, ki spominja na pogajanja in vsebuje določene pogajalske elemente, da lahko te pristope uporabljamo tudi znotraj svoje povsem običajne socialne mreže. Kar pomeni, ne, da se lahko recimo s partnerjem pogajava, se pravi, da usklajujeva, na primer, kam bomo šli na dopust, bomo mogoče kupili kuhinjo, bomo raje kupili avto, do takih povsem vsakdanjih stvari, kdo bo šel po otroke v šolo, ne. Pogajalske tehnike lahko uporabljamo tudi znotraj podjetij, ampak ne nujno za pogajanja z dobavitelji, ampak v tem primeru to povezujemo z medosebno komunikacijo, ko na primer usklajujemo delovne naloge, se pravi, kdo bo kaj naredil, do kdaj je treba to narediti, na kakšen način bo nekdo to naredil, in pa mogoče tudi za take čisto osnovne stvari, kako se bomo razporedili, kako se bomo uskladili, na primer glede dopustov. Skratka, da povzamem, pogajanja so po mojem mnenju veščina, od katere ima lahko korist prav vsak. In preden še jaz stopim v te čevlje navdušenja nad pogajanji, a lahko razčistiva samo še začetno vprašanje. Mislim, da je marsikdo, ko je zdajle to poslušal, pomislil, to je manipulacija, jaz pa nisem manipulativen človek, jaz se pa manipulacije ne grem. V čem je razlika med pogajanji in manipulacijo? Res je, mi lahko z vsemi veščinami, ki jih imamo, življenjskimi, poslovnimi, delujemo v smeri manipulacije. Vsi pa vemo, da je manipulacija tek na izrazito kratke proge. Kar pomeni, če jaz z nekom manipuliram, delujem izključno v svojo lastno korist. Ko pa govorimo o pogajanjih,
pa imamo v ospredju usklajevanje interesov. Mojih in recimo v najinem primeru Maja tudi tvojih. Se pravi, ko se jaz pogajam s tabo, želim doseči rešitev, ki bo dobra zame in zate. In s tem vplivati na dolgoročno sodelovanje in dolgoročen odnos. Torej, če povzamem, dobronamernost je tisto, kar manipulacijo loči od pogajanj. Tako. In prav to, kar si rekla, na dolgi rok se nedobronamernost vidi, se opazi in se tudi razkrinka v takšni ali pa drugačni Tako. obliki. Tako. Zato nam ljudje, ki manipulirajo, so lahko zelo dobri pogajalci, ampak na dolgi rok nam niso všeč in si ne Ne. želimo imeti stika z njimi. Ne. Medtem ko nekdo, ki je dober pogajalec, pa pomeni, da je v bistvu prijeten človek in da to izkorišča za v bistvu neki narodov blagor, ne samo. Ja, ne nujno zdaj v nekem res zelo širokem interesu ali pa pomenu besede. Mislim, midve se lahko pogajava tudi izključno v najinem interesu. Ampak ne gre seveda samo za moj interes, Maja, ali pa samo za tvoj, ampak za najin. Ne? Jaz želim, da imaš od dogovora nekaj tudi ti, ne samo jaz. Jaz bi rada dodala samo to, da si bila ti človek, ki si v meni vzbudila zares, zares, zares nek pomemben del enih skillsov, ki sem jih začela razvijati potem, ko sva se midve srečali. Ta veščina pogajanja je nekaj, kar se mi zdi neprecenljivo za vsakogar, ki dela tako ali pa drugače s strankami. Ja. Čisto vseeno je, na kakšnem področju s strankami delamo. Zdi se mi, da so te veščine mi dale toliko dodane vrednosti in hvala tudi za priporočilo knjige Chrisa Vossa, Never Split the Difference, Ja. ker mi je povsem odprla oči na en čist drug pogled Hvala, tega Maja. poslovnega življenja. Torej, spoštovane in spoštovani Chris Voss, Never Split the Difference. Jaz imam to skozi nekje odzadaj, ko se o tem začnejo pogovarjati. Okej, zakaj miselnost, da se srečamo na pol, ker za to gre, ne, za pogajanja. Jaz pol popustim, ti pol popustiš in sva nekje na polovici, ni vedno miselnost, ki bi nas pripeljala do optimalnega rezultata. Res je, jaz bi mogoče kot odskočno desko za odgovor uporabila točno to, kar si ti tudi sama rekla, ne vedno. Zelo pomembno je, da pogajalski pristop izberemo situaciji primerno, in pa odnosu, na katerega želimo vplivati s pomočjo pristopa pogajalskega. S pozicijskimi pogajanji, se pravi takrat, ko si želimo recimo razdeliti pomarančo na pol, ni nič narobe, če smo v odnos usmerjeni manj, ali pa ta recimo niti ni tako pomemben, bolj smo usmerjeni v cilj. Lahko pa tak način pogajanj uporabljamo celo z veliko koristi, ima določene prednosti, takrat, ko je v kakršnihkoli okoliščinah tveganje nizko. V nasprotnem primeru tak pogajalski pristop ne samo, da nima učinka, ampak je lahko celo škodljiv. Zdaj pa, če si predstavljamo, ne, jaz tukaj zelo rada razliko med pozicijskimi pogajanji pa integrativnimi prikažem z eno tako zelo preprosto prispodobo. Vzemimo dva kuharja. En bi rad spekel potičko, drug bi rad pripravil mus, recimo, ne, za neko biskvitno testo. In zdaj, eden potrebuje lupino, drugi potrebuje pa sadež, ne. In zdaj, najbolj preprost odgovor je, dajva midva to pomarančo na pol, ne, jaz bom dosegel svoje, ti pa svoje, ne. Ampak lahko se zgodi, da tista polovica lupine bo za enega premalo, za drugega bo pa tudi Neuporabna, ker je ne rabi. Tako, okej. In zdaj, to so pozicije. Midva zgolj zbližujeva vsak svojo pozicijo okrog enega dejavnika, v tem primeru je to pomaranča. Zelo podoben pristop opazujemo, in takrat ta ni napačen, recimo, ko se pogovarjamo o nakupu nekega rabljenega vozila.
ne. Maja, ti prodajaš, rada bi 10 enot, jaz sem interesent, da bi to kupila, jaz ti ponudim 8 in pol se midve najdeva nekje na 9, ne. Pri bolj kompleksnih situacijah, sploh takrat, ko si želimo dolgoročnejšega sodelovanja, ki ne samo na rezultatu, temelji tudi na odnosu, takrat je pa potrebno uporabiti popolnoma drugačen pristop. Takrat pa preidemo iz pozicijskih na tako imenovana integrativna pogajanja. Z drugimi besedami, tukaj lahko uporabimo harvardski pogajalski pristop. In to je, kaj je harvardski pogajalski pristop? Zelo preprosto, to je pristop, kjer je rezultat jasno pomemben, brez tega ne gre, so pa enako pomembni tudi odnosi. In kako začnemo naš pogajalski proces? Ali pa kaj so aktivnosti, na katere moramo paziti, pa denimo, da o tem ne vemo veliko in da bi se radi Na hitro podučili. podučili. Ja. Specifika integrativnih pogajanj je v tem, da poskušamo pogajanja voditi stran od pozicij in jih usmerjamo v tako imenovane interese. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da bi recimo kuharja, ki sem jo prej omenila, začela raziskovati. Da bi recimo drugega vprašala, zakaj pa ti potrebuješ pomarančo in zakaj drugi potrebuje pomarančo. Zakaj je to pomembno? Kaj se za tem skriva? Kje je širša slika? In zdaj, če tega ne naredimo, če mi ne raziskujemo, če domnevamo, odlično, tega je preveč, ne, v vsakdanjem življenju, tudi v poslovnem okolju. In zdaj jasno, če ne gremo v raziskovanje, potem nam ne preostane drugega, kot da pomarančo razdelimo na 2 dela. Zdaj pa, kako pa premaknemo pogajanja iz pozicij na interese z raziskovanjem? Raziskovanje so pa popolnoma nič drugega kot vprašanja. Se pravi, pravo mesto, pravo vprašanje. Pri vprašanjih bova morda se potem še vrnila na njihovo uporabno vrednost, ker zdaj se dotikava samo pogajanj. Vprašanja imajo uporabno vrednost tudi mnogo širših psiholoških učinkov, a ne. Tudi. Človek, ki je vprašan, se čuti vrednega, se čuti spoštovanega, se čuti upoštevanega, a ne. Drži. Tako da tudi, če ne raziskujemo zato, ker bi se radi pogajali, so vprašanja fantastična. Ampak kakšna vprašanja so primerna? Zakaj si ti to naredila? A je to primerno vprašanje? Okej, to najverjetneje ne. To je sicer vprašanje, na katerega zelo pogosto naletimo v medosebni komunikaciji, takrat to ni najboljša rešitev. Je pa res, da pri pogajanjih je to nekoliko drugače. Tam je vprašanje, recimo, ne, zakaj pa je to zate pomembno? Eno izmed boljših vprašanj. Ker to pomeni, ne, mene ne zanimaš ti nujno samo kot oseba, mene zanima tudi, zakaj predlagaš ali pa celo zahtevaš nekaj, česar jaz v točno taki obliki mogoče niti ne morem izpolniti. Okej, poleg vprašanja, zakaj je to zate pomembno, kaj bi bila še učinkovita vprašanja, ki bi jih lahko začeli vsi uporabljati jutri? Okej. Zdaj, po mojem mnenju so tukaj najboljša tako imenovana problem solving vprašanja. Če jih lahko naštejem, ene par. Se pravi, prvo, kot smo že rekli, zakaj je to zate pomembno. Drugo vprašanje, zakaj pa se to ne bi dalo vseeno narediti na neki določen način. Ali pa recimo vprašanje, ki je osebno meni zelo pri srcu in se mi zdi zelo uporabno. Na podlagi česa pa sklepaš, Maja, da je to, kar predlagaš ti, dobro tudi zame? Da lahko na primer jaz na podlagi tega, kar si ti predlagala, zadostim tudi svojim potrebam. To so problem solving vprašanja, ne. Potem poznamo recimo še tako imenovana stopenjska vprašanja, kjer jaz lahko preverjam, kako dobro nama gre v pogajalskem procesu. Pa bi recimo rekla, okej, v redu, pogovorili smo se o prvi točki, pa o drugi. Maja, od 1 do 10, kako nam gre? Smo na pravi poti? In pol recimo ti Maja reče, ja, kaj pa vem, 1 7,
ne. Zame je to zelo pomembna informacija, ker jaz lahko potem takoj vprašam: "Okej, a mi lahko prosim pomagaš razumeti, kaj pa manjka, ne ravno do desetke, no, da ne bomo perfekcionisti, ampak kaj so ene osmičke, devetičke, a ne." Ker si ravno omenila Chrisa Vossa, mogoče še ta obrnjena vprašanja njegova, v angleščini reversed questions, kjer jaz namesto, da tebe vprašam, ali je zdajle, primeren trenutek, da se pogovoriva o, to samo obrnem pa rečem, ali je to, neprimeren trenutek, da bi se pogovorili o. Zdaj, to je psihološki trik, in tukaj me recimo tudi na mojih delavnicah udeleženci vprašajo, a ni to manipulacija. Poudarjam, je manipulacija, če ti manipuliraš. Če se pa ti pogajaš, pa to ni manipulacija. Ampak je to, pomagalo, neka komunikacijska veščina, ki ti pomaga pogajanja peljati v pravo smer. Zdaj pa, zakaj obrnjena vprašanja? Ker človek v življenju, sploh v nekih odločujočih situacijah, veliko lažje reče ne kot ja.